Vodenje s posluhom. Nov dan prinaša novo epizodo serije Vodenje s posluhom in novo gostjo. Miha, glede na to, da se poznata že kar nekaj časa, sta občasno tudi sodelavca, predlagam, da jo kar ti pozdraviš in predstaviš. Ja, izjemno veselje mi je pozdraviti prijateljico Simono Špilak, eno glavnih rekruterk v regiji, osebo, ki ima ogromno znanja o tem, kako razvijati vodi, kako izbrati prave ljudi za prave pozicije. Tako da dobrodošla, Simona. Hvala lepa, kar malo mi je narodno. Hvala, Anja, hvala, Miha. Miha vas je pa rekrutiral za to oddajo, če lahko uporabim ta izraz. Zvuči od mene, no da. Kaj je morda bolj blago zveneč izraz kot rekrutiranje, kaj še uporabljate? Ja, tako se uporabljamo tudi rekrutiranje. Jaz bi rekla, da je pomembno razumeti, na katerem nivoju v organizaciji iščemo novega zaposlenega oziroma kadra. In rekruting ponavadi uporabljamo za tako splošen izraz, za vstopne pozicije, tudi nekje tam do srednjega nivoja vodenja, potem za srednji, pa malo višji management oziroma vodje, pa potem uporabljamo kar iskanje in selekcijo. Velikokrat tudi headhunting oziroma executive search, ali čist bolje upisano, tako da to je ta moj del, s katerim se ukvarjam, je v bistvu tako iskanje kandidatov za vodstvene pozicije, strokovne pozicije z osebnim nagovorom. Tam, kjer je pristop malo bolj oseben, kjer je mogoče poglobitev v pozicijo tudi malo širša in zahteva tudi malo znanja, izkušenj in malo bolj poglobljeno vodenje celotnega projekta. Prav zato ste ustanovili in vodite butično agencijo BOC. Ja, BOC Institut je moja kadrovska agencija. To je zdaj že 7 let, kar lepa številka, čarobno leto. Ja, v bistvu je kar res, z enih takih izkušenj v korporaciji, z delom v mednarodnem okolju, v farmaciji. Jaz sem kar eno svoje lepo obdobje življenja, več kot 15 let preživela v centralni in vzhodni Evropi in tudi na Balkanu, kjer sem vodila v mednarodnih farmacevtskih podjetjih zdravila brez recepta, zato ker nimam medicinske izobrazbe, ampak sem ekonomistka in psihologinja in izhajajoč iz tega je bila to ena taka čudovita podlaga, bom rekla. Kakorkoli je bilo včasih težko prilagoditi se različnim kulturam, pa tudi kakšni mogoče bolj strukturirani mednarodni organizaciji mi to pomaga ravno pri iskanju vodstvenih pozicij, vodi, tudi kakšnih kompleksnih delovnih mest. Tako da pridejo prav te izkušnje. 14. smo danes tukaj, da se pogovarjamo o vodenju, pa šele prvič z strokovnjakinjo, ki je bila tudi sama vodja, ampak imamo pa eno izjemno priložnost se pogovarjati o tem, kdo so primerni ljudje, a ne za tako odgovorne pozicije. Kaj bi rekla ti, recimo, je tisto, brez česar pač vodja ne sme danes, ne? Pa recimo, da se pogovarjamo zdaj o tem, o tvoji vlogi lovcev na glave. Zdaj, ko si mi postavil to vprašanje, se mi je otrnila misel, ki je zelo, zelo resnična. Pravi vodja je zmeraj takrat, ko izhaja z neko pravo motivacijo in iskrenim namenom, že v proces samega iskanja in selekcije in potem, ko dejansko uvidi sam posameznik, da je ta vloga tako primeren, pravi izziv za njega, hkrati pa da tudi zazna, da so njegove izkušnje tiste, ki jih lahko uporablja in nadgradi. In jaz bi rekla, kar je ključno, ker vidi eno usklajenost tega, kar želi v prihodnosti doseči z pričakovanjem samega podjetja. In tu pridemo potem ne samo do izkušenj, tehničnih, strokovnih, ampak predvsem do osebnostnih karakteristik. In jaz bi rekla, tako velike mere samozavedanja. Tako da kar kompleksen splet nekih komponent, ki jih iščemo pri posameznikih, hkrati pa predvsem, jaz tako zmeraj pravim, da bolj izkušeni kot smo in bolj izkušeni kot so vodje, velikokrat pride tudi do tega, da morda ne prepoznajo prave priložnosti ali pa prehitro stopijo v priložnost za kako vlogo, ki morda ni nujno najboljši, ne samo izziv, ampak tudi najboljši korak tako za njih, kako tudi za organizacijo. Se mi zdi, da je dokaj enostavno preveriti strokovno znanje, bistveno težje pa vse te ostale stvari. Tudi če jih preverjate, ni nujno, da bodo ostale ves čas na ta način. Ne? Kakšne mehanizme uporabljate, kakšne vprašalnike, kako to preverjate? Jaz bom kar začela s tem, tako kot se z delom naziva vajne oddaje, vodenje s posluhom. Ne? Tako je treba vsak razgovor voditi s posluhom in biti dober poslušalec. Mislim, da je ena izjemna osnova za identifikacijo tistih mehkih veščin, osebnostnih lastnosti, tudi tako imenovanega skladnosti
osebnosti posameznika za kulturo podjetja in pričakovanji. To je ta del in tu nekako začnemo. Pa seveda obstaja v našem procesu, recimo, če tega opišem, kar konkretno število korakov. Tako da tehnične lastnosti, izkušnje so seveda najhitreje vidne, je pa res, da tudi pri teh zmeraj zelo previdno si zastavimo celoten proces vprašanj s tako imenovanim vedenskim intervjujem, poglobljenim vedenskim intervjujem, kjer s pomočjo zelo konkretnih vprašanj o posameznih dosežkih in rezultatih preverjamo, kaj je tisto, kar je dejansko posameznik počel in dosegal. Zakaj to omenjam? Zato, ker nekateri izmed nas, bom rekla, smo zelo dobri v prodaji samega sebe, spet kakšni drugi so malo bolj zadržani pri predstavitvi in je potrebno z poglobljenimi vprašanji in tudi s časom, ki si ga vzameš in nameniš nekomu, identificirati prav konkretne stvari. In takrat je nekako razumevanje izkušenj posameznika lahko tudi dobra preverba usklajenosti oziroma ocena usklajenosti z pričakovanji pozicije. To je en del. Drugi del pa so seveda potem osebnostne lastnosti in tu obstaja cel kup pristopov, kako se lahko tega porotimo in seveda, ker tako naši klienti podjetja, kako tudi mi sami radi zaupamo orodjem, uporabljamo različne orodja profiliranja. Jaz pravim temu tudi assessment, lahko kdaj slišimo, ampak mi je profiliranje bližje, zato ker ljudje nismo binarni, nič in ena po assessmentim, ampak smo barvica različnih lastnosti, izkušenj, vrednot, veščin in je profil boljši izraz za to. No. In ta orodja nam pomagajo za to, da dobimo neko sliko, sestavo tako strokovnih kompetenc na eni strani in pa tudi osebnostnih kompetenc. In jaz zmeraj rada pristopim enemu takemu profiliranju tako z vidika strokovne opremljenosti in tudi osebnostnega profila, ker da en holistični pristop, če seveda to podpremo tudi z vedenskimi vprašanji in izkušnjami. No in ko to nekako zaokrožimo, pa je tisti zadnji del izkušenj, jaz bi rekla tudi števila intervjujev, števila različnih pozicij, za katere iščemo vodje in tu pride pa potem vloga samega konzultanta, executive search konzultanta, lahko tudi coacha oziroma vodje, ki vodi ta projekt, ki zna razbrati iz kakšne situacije ali pa odgovora posameznika in prepozna, da morda to ni celoten opis in takrat se jaz ponavadi polotim ali pa zelo veliko krat uporabljam vprašanja odprtega tipa, ki je eno najmočnejših orodij coachinga poleg aktivnega poslušanja in za vprašanje odprtega tipa lahko zelo veliko potem odkrijemo posameznikov tako z vidika tega, kako počne stvari, zakaj jih počne in zakaj so mu pomembne. In predvsem, kako se jih loteva, bodi si kot individualna oseba ali pa nekdo, ki pristopa k zadevam, k timu. No in če vse to zaokrožimo, pa dobimo eno tako imenovano poglobljeno individualno poročilo o posamezniku, ki je ponavadi tisti izdelek, ki ga predamo tudi našim naročnikom. Simona Špilak, Miha vas je razglasil za lovko na glave, ne? Zveni res zelo slikovito in zelo dobro. Zdaj, samo na kratko, recimo, da je vaš naročnik neko veliko farmacevtsko podjetje, ki za regijsko izpostavo na Dunaju išče nekega vodjo. Koliko profilov pregledate, koliko potem teh celostnih ocen dobijo, kako velik bazen pokrivate? Čisto odvisno od same pozicije, predvsem zahtevnosti delovnega mesta, če je zelo strokovno, zelo tehnološko, tehnično delovno mesto, takrat je teh začetnih profilov malo, lahko tudi 15, včasih lahko tudi samo 5. Če je mal širši profil, kakšen prodajni, marketinški oziroma vodstveni profil, takrat je lahko teh prvih identificiranih kandidatov, kot mi pravimo, tudi 30-25, na koncu pa vedno našemu naročniku predstavimo 3 izbrane končne kandidate, ki ustrezajo tako po izkušnjah, osebnostnem profilu, vrednotah, pričakovanjih delovnega mesta in pa nekako tudi kulturi podjetja. Tako da 3 so zmeraj končni in za te izdelamo tudi vse profile, opravimo zelo poglobljene intervjuje in seveda skupaj z kandidati se tudi predstavimo pa naročniku, tako da so zmeraj ta zadnji del v tem headhuntingu, executive search je še zmeraj zelo oseben. Tako da tu nas celotna digitalizacija in umetna inteligenca še ni dohitela. No. Pažam, ko berem literaturo z področja izbora vodstvenih kadrov, da se je kar nekak profil iskanih kompetenc, da se je spremenil v zadnjih, rečemo, desetletju, da je bilo včasih veliko
poudarka na teh funkcionalnih kompetencah, da je zdaj vedno več poudarka na res nekih medosebnih, socialnih in tako naprej. Se ti zdi, da smo del tega trenda tudi v naši regiji, opažaš kakšne specifike, kaj iščijo podjetja, ko ciljajo na neke svoje bodoče vodje? Definitivno to, kar si povedal, drži in jaz bom rekla, da to drži že tudi pri delovnih mestih oziroma recimo v industrijah, kot so tehnologija in IT, kjer za vsako delovno mesto, ki ni nujno tudi vodstveno, delajo tako imenovano primernost kulture oziroma skladnost posameznikove osebnosti z timom in zelo veliko poudarka dajo tudi na ta cultural fit v angleščini. In mislim, da se podjetja v Sloveniji tudi tega začenjajo čedalje bolj zavedati. Tudi če sami tega ne izpostavijo, mi to zmeraj izpostavimo kot agencija. In ta del mehkih veščin oziroma jaz bi rekla tistega dela izkušenj vodij, ki se nanašajo tako na mehke veščine, na vodenje, na sposobnost vzgajanja, zavzetosti v podjetju, oblikovanja možnosti za razvoj in rast sodelavcev in tudi oblikovanja neke vizije, ki je podprta z konkretnim strateškim planom. In to, kar si me vprašal, ja, res je čedalje več in čedalje bolj pomembno, bi rekla, da je, da sploh pri vodstvenih profilih, vodstvenih delovnih mestih iščemo v posamezniku ne samo to, kako bo stvari naredil, ampak kako bo znal to prenesti na vse sodelavce, da bodo razumeli, zakaj to počnejo in kakšne so njihove priložnosti za rast in razvoj prav za njih same, ne samo kot za organizacijo. Ker če najdemo to stično točko neke osebne individualne motivacije z vrednotami, s cilji, pričakovanji podjetja, potem dobimo eno tako dobro platformo zavzetosti. Trajnostna zavzetost. Tako, ja. Kaj se ti zdi pa recimo absolutno zgrešena predstava vodenja oziroma kaj so neke napačne motivacije, s katerimi se ljudje spuščajo v to odgovornost vodenja? Zelo konkretno je velikokrat prepreka preteklih izkušenj oziroma ta bias of previous experience. In to je pri bolj izkušenih, jaz rečem bolj senior, strokovnjakih, tudi vodjih, velikokrat nekaj, kar se izpostavi, nekaj, kar zasledimo, prepoznamo tudi, ko imaš toliko izkušenj in ko si tako prepričan, da nekaj obvladaš in vse to ti je toliko krat že uspelo, zakaj bi pa zdaj spreminjal? In če si počel v zadnjih 10-15 letih stvari na način, da se vse da, če nekomu poveš, kako se to naredi in bodo vsi sledili, potem je zelo težko razumeti, zakaj potrebujem še kaj dodatnega. Saj deluje, saj imamo rezultate, saj so ljudje zadovoljni, saj nimamo odpuščanj, saj nismo toliko spreminjali, saj ljudje ne odhajajo sami. Ampak ni nujno, da je ta izkušnja lahko tudi podlaga za naslednjo uspešno zgodbo vodenja. In ponavadi se zataknemo tam, ja, da nosimo to svojo preteklo izkušnjo in da smo tako prepričani, kako dobra je. In tu ponavadi pride potem kot en tak dober coaching na svet točno to, da se mal umaknemo v to stanje premisleka in razmisleka, refleksije, a bi lahko kaj drugače. No? In ponavadi, če sem čisto iskrena, jaz to tudi nagovorim. Ker mislim, da s tem nekomu daš priložnost, da morda tudi kaj naredi s tem. Zagotovo vemo ogromno o tem, kakšni naj bi bili postherojski voditelji oziroma kakšen način vodenja je to, kaj deluje, kako izbrati, najti te posameznike. Imamo agencije, ki to počnejo, lahko so to tudi seveda notranje službe v podjetjih, ampak zakaj je to še vedno tako težko? Zakaj je tako težko izbrati prave ljudi za vodstvene položaje? Zakaj še vedno poslušamo praktično vsak teden od prijateljev, znancev, da imajo šefa, ki ne sledi, ki je nespoštljiv, neorganiziran, v kolektivih še vedno ogromno slabe volje? Zakaj? Če že vse to vemo in načeloma tudi znamo. Zelo iskreno, zato ker velikokrat govorimo o tem s figo v žepu. Jaz pravim, da zelo izkušeni vodje, zelo izkušeni tudi vodje kadrovskih služb, znajo na zelo lep način povedati stvari in zelo lepo predstaviti, ker je veliko informacij dostopnih. Torej nekomu, ki je res izkušen, inteligenten, obvlada svojo industrijo, podjetje, sledi trendom, veliko bere, se izobražuje, je pripovedovati o stvarih, kakšne naj bi bile in kaj pričakujemo, zelo enostavno. Težko jih je pa živeti. In res je ta, delaj tisto, kar govoriš, oziroma bodi vzgled drugim, še zmeraj največji izziv. In jaz bi rekla, da ta figa v žepu, ko sem jo omenila, da je, ja, podjetja
zmeraj izpostavijo kakšno vodjo, kakšnega izvršnega generalnega direktorja si želijo oziroma direktorja podjetja. Na koncu se pa zmeraj, če ne pri lastnikih, pa znotraj samega vodstvenega tima vseeno prevlada tisto, rabimo pa rezultat. In potem kar naenkrat pozabimo, da niso samo rezultati pomembni, ampak tudi ljudje in tudi seveda to, kako vplivamo na celotno okolje z našim ravnanjem. In tu bi rekla, da če opazujemo okolico, tako slovensko, kako tudi mednarodno in kar nekaj projektov delamo tudi na razvoju vodstvenih veščin in pa razvoju coaching veščin znotraj vodenja, da je izziv ravno v tem, da veliko želje potem je, potem pa zmanjka časa za uporabo tega. Ampak jaz pravim, časa nam zmanjka zmeraj takrat, ko nam nekaj ni pomembno. No in če se vrnem na zelo enostaven odgovor, zato ker na koncu prevladajo še zmeraj finančni rezultati. In takrat se včasih tudi zamiži na eno oko in takrat velikokrat tudi zelo prepoznani vodje, ki dajejo zelo prepoznane intervjuje, ne oddelajo tega, kar dejansko tudi govorijo oziroma si želijo. In to je v bistvu še bolj demotivacijsko, kot da so ljudje pač iskreni v svojih prepričanjih, da so oni tam zaradi biznisa, pač ljudje ne se pa zabavajo doma. To se mi zdi, da je ta iskrenost ali eno ali drugo smer je nekaj, s čimer lažje živimo. Ampak vseeno me pa zanima ta del razvoja vodij. Recimo, da smo zbrali ljudi, ki imajo pravo motivacijo, ki imajo neke izhodiščne kompetence. Kaj opažaš, da so dobre prakse razvoja vodij danes v našem okolju? Jaz tako najbolj uporabna zadeva, tudi po mojih izkušnjah, pa tudi po povratnih informacijah za strani klientov, naših strank, je prav vpeljava coaching veščin. Coaching veščin pri vodenju. Kar pomeni, da je nekdo opremljen z preprostimi stvarmi, kot sem jih že prej omenila, aktivno poslušati, ne samo znati asertivno govoriti oziroma komunicirati. Si vzeti čas, da nekoga slišiš. Ne samo čas, da nekomu poveš, kaj naj naredi. In tu je tudi ta izziv delegiranja. Če postaviš nekomu vprašanje, ne delegiraš, ampak mu daš priložnost, da pove svojo idejo, da vidi tudi priložnost zase, lahko sem dodana vrednost, lahko nekaj dodam. Take veščine, kot so aktivno poslušanje, postavljanje odprtih vprašanj, kako dejansko dati nekomu prostor. S tem, da se mogoče umaknemo, da smo tudi tiho, da dejansko nekomu zaupamo, na kakšen način zaupati in kako dejansko to, kar vsi vodje uporabljajo, kako pomembno je zaupanje in spoštovanje. Spoštovanje si pridobimo s tem, ko znamo postaviti strategijo in vizijo. Zaupanje pa takrat, ko to živimo, ko nekomu omogočimo, damo resurse na razpolago, da lahko izvaja stvari in jih samostojno dela. Vodenje s posluhom. Da pač doživljaš to vlogo na način, ki prispeva in organizaciji in tudi tebi kot posamezniku. Tako, oziroma zelo preprosto, jaz kot direktor, Simona ni enako direktorica. Simona je še zmeraj tudi oseba, partnerica, sestra, hčerka, nekdo, ki ima milijon hobijev, obožuje črno barvo, ima red velik nakit, vse to sem jaz. In povezano je pa isto zmeraj, enačim na preprost način, povezano je s tem razumevanjem, da ne rabim sebe izpopolnjevati in imeti rada in biti navdušena, zadovoljna sama sabo samo na področju tega, kar dostavim na delovnem mestu. To je lahko moja vrednota in moj fokus, kar pri meni recimo je, ampak obstaja še cel krog ostalega dela življenja, tako da identiteta ni enako vlogi. To sem hotela povedati. Če se lahko malo pošalim, Simona kot direktorica v tem primeru potem ne bi bila zadovoljna, če bi jo naslavljali z gospa direktor. Ta je pa dobra. Hvala lepa za to vprašanje. Zato, ker v mojem timu imamo tudi Davida. David, pozdravljen, če nas poslušaš. In David skrbi na Boc institutu za vse, kar vidite na socialnih medijih. In on je velikokrat začenjal naše objave. Naša vodja, direktorica Simona Špilak. In jaz sem zmeraj tukaj, David, lahko napišeš naša Simona, je čist dovolj, zato ker je v redu. Nekako, tako, mogoče je to moj izziv. Jaz se težko identificiram samo z nazivom direktorica. Morda tudi zato, ker sem konzultantka pri iskanju kadrov, coachinja, partnerica, res. Pa še veliko drugih stvari, ki me zadovoljuje, pa mislim, da je to tudi ta čarobnost tega. Če znamo kot vodje, ali pa če znajo vodje na nekih takih res ključnih vodstvenih pozicijah prepoznati
prepoznati tudi svojo dodano vrednost in kaj lahko dajo nazaj. To je en drug del, ki se ga morda nismo dotaknili, kako pomembno je, ko si vodja, sploh pa nek že zelo izkušen vodja, da znaš najti čas, ne samo zato, da se posvetiš drugim, ampak da daješ to, kar si imel priložnost osvojiti, spoznati, delati, tudi nazaj. In mentorstvo je ena taka čudovita oblika tega, coaching pa seveda tudi. To je ta trajnostni vidik vodenja, se pravi mentorstvo. V bistvu je. Trajnost celo med generacijami. In znano je pač, da ta prosocialna vedenja dejansko veliko dajo tudi tistem, ki se tako obnašajo. To se kaže, to je recimo nekaj univerzalno človeškega. Mogoče sem te želel malo izzvati, Simona, ker prej sva se smo se pogovarjali o coachingu, pa o tej pozitivnosti. Nekako pljusknuje ta val pozitivne psihologije iz Amerike in se mi zdi, da včasih malo tudi nekritično kakšne stvari povzemamo in ostanemo tako na površju. Kaj se ti zdi recimo, da je takega, da smo ponotralni? Kaj nam je pa tuje, iz tega vsega nabora idej pozitivne psihologije? To, da moš prispevati, pa to, da imamo metode pozitivne poizvedbe, a ne da je treba štartati iz pozitivnega. Je to na našo dušo direkt ali smo malo preveliki skeptiki pa rabimo kakšne prilagoditve? Ja, veš, jaz imam najraje tisto, da v vsaki priložnosti, tudi če je, v vsaki situaciji, tudi če je negativna, tudi če se ti dogaja kaj težkega, prepoznaš priložnost ali darilo. In ta je zelo enostavna. Zato bom zdaj rekla, da ti ne morem dati enostavnega odgovora, niti ga ne želim. Ti bom pa dala odgovor, za katerega verjamem, da je zelo realen. In sicer tak, da vsak posameznik, če lahko v vsakem iz teh tako blazno pompoznih izjav, stavkov, lahko tudi besed, ki nam jih Amerika to tako zelo vešče ponuja, tudi na področju coachinga, izbere eno majhno stvar, ki jo lahko uporabi danes, jutri ali pojutrišnjem. Kakorkoli majhna je, takrat je to prava stvar za njega. Bodi si, če je to način, kako začenja stavek. Bodi si, da se odloči, da bo vstopil v pisarno z nasmehom zjutraj in sem rekel dobro jutro. Bodi si, da bo začenjal sestanke na način, da bo vse poprašal, kako se počutijo danes. Nekaj malega iz vsega tega pompoznega je pa res, da smo pa ljudje taka bitja, da radi povzamemo stvari, ki pritegnejo pozornost. Tako na socialnih medijih, z objavami, kako tudi seveda za članki, ki jih pišemo, s fotografijami, ki jih objavljamo, z tem, da pokažemo, kako mi sledimo temu, kar je trendovsko in kako časovno usklajeni smo s tem, kar svet pravi, da je prav. In mislim, da se je dobro zamisliti, kaj je zame prav. In kar lahko jaz dejansko vsak dan živim kot človek, kot vodja, kot posameznik in kako to vpliva na ostale okoli mene. In če uporabljaš izjavo, ki ti je blizu, pa veš, da je prazna, ker je ne boš uporabljal in to drugi okoli tebe zaznajo, narediš veliko slabšega za sebe kot pa dobrega. Ne samo zase, ampak za druge okoli sebe. Sej, ravno to, koliko časa lahko po tvojih izkušnjah vodja blefira? Eni so make it till you can break it. Mislim, da je to bil res, da je to bil en od zelo zanimivo, tam po enih 15 letih moje korporativne karijere, da sem ta stavek slišala od osebe, ki je vodila kadrovsko službo in mi je bilo tako, wow, to pa nikoli ne bom jaz. In to je tisto, kar sem jaz vzela iz tega. Tako da, enim rata zelo, jaz bi rekla, da na zelo dolgi čas lahko tudi krajše, odvisno od tega, koliko mi okolje to dovoljuje. Ker posameznik zmeraj meri oziroma preverja meje. Mi lahko funkcioniramo tako kot ja. In če smo v okolju, ki se na nas odziva in to sprejema, takrat nam bo letavalo. Če okolje da kakršenkoli znak, da to ne bo šlo tako, ko izkušeni posamezniki prepoznajo, da je potrebna sprememba. In zdaj, kdo je to okolje? V poslovnem okolju, v podjetju je to velikokrat kadrovska služba, velikokrat pa tudi sodelavci. Tu pa zdaj pridemo do tega poguma. Tako, ja. Tudi sodelavci na isti ravni, ne rabijo biti naši podrejeni. Mislim, da je večji izziv tega postaviti nekomu ogledalo oziroma dati zelo prijazen, pa vendar konkretno povratno informacijo, mnenje na nivoju pirov oziroma sodelavcev na istem nivoju, sploh direktorskem, veliko težje, kot pa včasih to slišati od podrejenih. Tako pogosto krilatico slišimo, ali pa dilemo, da moč kvari ali pa da moč razkriva. Kakšno je tvoje stališče? Moč je znati treba uporabiti. Bom jaz rekla na tak način, da je nam svojstven in ki nam omogoča, da se ob tem počutimo dobro. Če to usklajeno
je prav tako. Tudi če včasih naredi kakšno negativno zgib situacijo, bo nekaj naučilo tega posameznika. Zdaj, nekomu biti pameten, pa mu govoriti, to delaš narobe uporabiš, jaz mislim, da vsak rabi svojo izkušnjo. Zato pravim, da vsaka izhajam iz enega drugega dela, morda malo podobno, kar si omenil, tega zavedanja, kako je že en zelo dober naslov, Temne strani iskalcev svetlobe. To je ena knjiga, ko sem jo prebrala, ne vem, če jo poznata, in meni je v tej knjigi ostalo to, da karkoli prepoznamo pri drugih, torej se ustrašimo moči nekoga, opazimo, kako jo uporablja na nam pravilen, morda napačen način, da vse to opazimo zato, ker obstaja v nas. Ker recimo moj odziv je bil popolnoma tak, bi rekel, nek logičen test, ne, ta prva ideja, da moč kvari. Zdaj, če moč kvari, vsi, ki imajo moč, so pokvarjeni, ja, sprejmemo to, najbrž da ne. Bi bilo zelo krivično do zelo velikih ljudi, ki odgovorno opravljajo svoje vodstveno poslanstvo. Moč kvari je izjava, da so vsi ljudje, ki uporabljajo moč, pokvarjeni, je pa naše mnenje. Ja. In to je mnenje, ki ga oblikujemo, glede na to, gledaš pa so percepcijo, kako eden drugega vidimo, tudi po tem, kar bi sami želeli imeti, ali pa česar tudi sami morda preveč uporabljamo. To je zdaj enostavna razlaga v njih svetlih strani iskalcev. Mogoče en tak tudi leitmotiv, vseh teh 14 oddaj je ideja, da ne bi bilo pač neko konstruktivno vodenje, postherojsko vodenje, en tak porazdeljen fenomen, se pravi en fenomen, v katerem sodeluje kolektiv ljudi in ki ga omogoča ego, ki ga ima vodja pod kontrolo, ne? Kako vidiš ti recimo vlogo sodelavcev v takih procesih, ko vodenje ni fokusirano na enega alfa samca, ampak je to kolektiven proces? Kaj je ena zdrava dinamika recimo v vodstvenih timih zdaj? Najprej bomo uporabljali eno izjavo mojega moža od včeraj. Nekaj smo se pogovarjali in tako rekel, se veš un stavek, ne? Posameznik nikoli ne bo naredil toliko, kolikor lahko naredi skupaj s timom. In on ima zelo plastične primerjavi z mano velikokratno in bom izhajala iz tega, da ja, mislim, da zavedanje, da vodja ne more stvari narediti sam, lahko pa jih zelo dobro osmisli in predstavi na način, da jim drugi zaupajo, verjamejo in da skupaj z njim potem ustvarjajo zgodbo, da je to edini pravi način in da mislim, brez tega noben vodja ne more funkcionirati. Zdaj pa na kakšen način pa nekdo vodi ta svoj tim, tu je pa potem lepota tega postherojskega vodenja oziroma različnih vodstvenih stilov. Simona Špilak, še ene aktualne teme bi se dotaknili. Kako pa voditi tim, kjer se dogajajo tihe odpovedi oziroma kako se sploh soočiti s tihimi odpovedmi? Gre zdaj za fenomen, ki je dobil precej medijskega prostora, se pravi, da zaposleni naredijo zgolj stvari, ki so v opisu njihovih delovnih nalog in nič več. Kako se soočiti s tem? Kdo je odgovoren? Naredijo to tudi kot znak upora do vodje? Najprej se morajo s tem soočiti vodje sami. Jaz poznam nič koliko prijateljev, kolegov, znancev, ki so na vodstvenih pozicijah in so nekako v podobni situaciji. Ko nekega tihe odpovedi v kontekstu tega počnem to, kar je nujno potrebno, saj bi lahko še več, ampak trenutno nisem najbolj motiviran, se mi ne da, ne vidim razloga, no, tako da ja, definitivno to odgovornost vodi. In začne se pri vodenju samega sebe, kako sam upravljam s tem izzivom, situacijo in kako potem za sodelavci. In zakaj sploh pride do tega pojava? Mislim, da je to ključno. Zakaj se znajdemo v situaciji, da naenkrat to, kar počnemo samo tako, da je dovolj, ne pa tudi več, oziroma kaj bi še lahko. Jaz mislim, da predvsem zato, ker bodisi nimamo priložnosti za nekaj, kar nam je res v izziv, nekaj, kar je skladno z neko našo motivacijo, torej ni usklajeno z našimi pričakovanji o našem razvoju, ali pa da enostavno nimamo možnosti za ta razvoj. In če ni teh možnosti, potem se ponavadi posamezniki umaknejo sodelavci v svoj kotiček, vrtiček, kjer počnejo stvari zdaj še toliko lažje, ker delamo od doma, ne. In so v tem vrtičku, dokler pač lahko, zato ker je lepo. Je pa en pomemben moment tukaj, no, te odgovornosti vodi, da nekako oblikujejo, prepoznajo potrebe, motivacijo, pričakovanja, razvojna pričakovanja posameznikov je en del, drug del je pa tudi to, kako tudi z COVID-om, pa če dalje več, tudi sedaj v tej postcovidnem obdobju, kako razumeti posameznika kot človeka.
ki ni motiviran samo z nalogami, izzivi na delovnem mestu, ampak je motiviran tudi s tem, kaj želi ustvariti zase kot oseba. Prosti čas, čas svojo družino, ukvarjanje s hobiji, ki jih ima rad in ponavadi, vse tako kot sem jaz prepoznala vzgibe enih takih tihih odpovedi, je to, da kompenzirajo oziroma kompenziramo izziv na delovnem mestu z izzivom, ki si ga postavimo v osebnem življenju, kar je prav. In če je to neka faza našega življenja, ker vse življenje gre po fazah, je v redu, tako. Pač pomembne so mi stvari, poleg službe, tudi če tiste otroci, grajenje hiše, potovanje in je prav tako. Če pa to traja na daljši čas, pa vodja definitivno mora prepoznati. Se pa dogaja nekaj s posameznikom, ki si želi samo spremembe, ampak to morda ne zna povedati na glas ali pa izraziti, ali celo nima možnosti govoriti o tem. In spet se vrnemo na tisto komponento časa, kako si vodje morajo vzeti čas, da ne samo se pogovarjajo z sodelavci, ampak da jih tudi slišijo. Miha, kako ti razumeš tih odpovedi? Jaz v bistvu razumem to kot en nov naziv za en fenomen, ki je z nami že dolg časa. To je pač aktivna ali pa pasivna nezavzetost. Ne? In je bila problem pred covidom in je problem po covidu. Razlogov za njo je veliko. Simona je povedala par takih življenjskih situacij, ne, kako ljudje kompenzirajo, iščejo svoj smisel zunaj ob delu in razlogov je res lahko veliko. Lahko so čist relacije do vodje, lahko so relacije med zaposlenimi, lahko so bistveno bolj kompleksne situacije, ampak dejstvo je, da imamo tle vsi skupaj kot družbe veliko prostora, da res sistematično naslavljamo neke te glavne motivatorje, zakaj gremo sploh v organizacije, ne. Ponavadi je to zato, ker želimo nekaj kolektivno ustvarjati boljše, več, nekaj prispevati, kar kot posamezniki ne moremo. Ne. To, da pač razmišljamo zdaj o nekih zadevah, kako bi se morali ljudje zjutraj pa popoldne pač pofočkati in tako naprej, je zelo skregano s tem, kar vemo o dejanski motivaciji ljudi, o smislu, o avtonomiji, o namenu, o stvarih, ki so jih Norvežani leta 68 v svoj zakon institucionalizirali. Ne. Ko se lotimo malček neposrečeno. Ustvarjati, bi rekel, sisteme prezenteizma nam ne bo pomagalo dejansko nasloviti zavzetosti. Zavzetostjo se je treba ukvarjati pri korenu, ne, se pravi, zakaj je to tako? Kje so vzroki za to, da se nekdo umakne ali fizično, ali da se umakne mentalno iz dela, kako lahko prispeva, no, se mi zdi to ena taka, ali pa kako lahko ta posameznik prispeva v spremenjenih osebnih ali pa organizacijskih razmerah. Temu, kar mi rečemo štempljanje, ti rečeš prezenteizem. Prezenteizem je posledica štempljanja. Ja, okay. Ne, to pomeni, da pač nekdo pride in se prijavi, ampak potem ne da od sebe tisto, kar ali pa ne prispeva toliko, kar bi lahko, če bi pod pravimi pogoji, ne, prišel na delo. Zelo malo se ukvarjamo s posameznikom in potem zmeraj pravimo v velikih organizacijah. Ja, se jih je zelo veliko. Ja, ampak vodenje, tako kot se danes pogovarjamo, niso najvišji nivoji vodenja. Generalni direktor oddelka, vodja je tudi vodja tima. In če ima tim 2 ali pa 3 skupne sodelavce, takrat je vodenje na tem nivoju. In kako potem opremiti tudi vodje na nižjih nivojih, na začetnih nivojah, z veščinami, ki lahko pomagajo prepoznati individualno motivacijo, želje, kar tisto, kar me dela zavzetega. No, in tu je veliko krat izziv, da na visokih nivojih, višjih nivojih, višjih delovnih mestih se zelo veliko vlaga ali pa vlagajo posamezniki več v svoj razvoj, na nižjih pa veliko krat pozabimo. No. Pa še relacijsko komponento ima vodenje, ne? Se pravi, vsak vodja je vodja samo takrat, ko ima nekoga, ki mu priznava ta položaj, in sledilci ali pa recimo sodelavci in njihovi pričakovanji glede tega, kaj je dobro vodenje, se tudi moramo bistveno več ukvarjati, se mi zdi. Opažam recimo tudi sam pri delu v podjetjih, da je pač prevzemanje odgovornosti, da je kar ena taka rak rana. Vedno, ko govorimo o kulturi, pridemo do tega, da kako bi mi dosegli, da bi ljudje prevzemali odgovornost. Ja. Hvala. Ja. Tema te tedenske delavnice odgovornost. A ja, pa naša vrednota je, ampak tega mi ne moremo zagotoviti. Ampak ga živite najprej kot vodstven tim, in potem, kako ga živimo, zakaj ga ne in kje vse zmanjka. Ne? Ja.
Imamo materijala še za kakšno sezono. Da odgovornosti bi lahko novo serijo posebno oddaja. Je to zdaj odgovorno, da končamo na tej točki? Je, ne? Ne, ampak je odgovorno, če povežem z našim začetkom, odgovornost podjetja je tudi, kako zaposluje vse kadre na vseh nivojih, ne samo vodje. In če se vrnem na tisto, Anja, kar si me vprašala, kako zbrati, če imate iskren namen, potem tudi zaposlite človeka, ki bo dejansko to, kar piše v opisu delovnega mesta oziroma to, kar podjetje potrebuje. No. Miha Škarlavaj, Simona Špilak, hvala za danes. Hvala lepa. Nadaljujemo. Ne? Hvala lepa za povabilo. Vodenje s posluhom.